SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC podcastu Aktualno. Ta teden malo po volilne analize, pa analize trenutnega, relativno vročega, še vedno pa nevrelega političnega dogajanja na domačem političnem odru s 3 gosti, bolj ali manj političnimi komentatorji. Na moji levi Suzana Kos, zraven nje dr. Igor Lukšič in pa Antiša Korljan. Lepo pozdravljeni vsi trije. Bomo začeli z damo. Kar se tiče volilnega izida, ni bilo nekih večjih presenečenj. Tudi ne, kar se tiče udeležbe, še vedno pa bistveno boljša od prejšnjih, vendar pod povprečjem EU. So to razliko res naredili referendumi ali so morda Slovenci v tem 5-letnem obdobju spoznali, da je Evropa nekaj, kar nas dejansko vsakodnevno zadeva? Jaz bi rekla, da mogoče ni nujno to, da rezultat ni presenečenje, ker sem bila na volilno nedeljo v volilnem štabu SDS-a in v svoji prvi izjavi po zaprtju volišč je Janez Janša dejal, da bo uspeh vse, kar bo več kot 2. Tako da smo v bistvu novinarji razumeli, da je že začel pripravljati, neke ankete so kazale 3-4, oziroma največkrat 4, da je že začel pripravljati javnost na to, da pač SDS ne bo dosegla tako dobrega izida, kot se je na koncu izkazalo. Nekateri analitiki so že pred volitvami dopuščali možnost, da bodo referendumi aktivirali obe strani, tako levo in desno, in to se je tudi pokazalo. Oziroma, jaz bi rekla mogoče, glede na to, da se je število volivcev, ki jih je dobila SLS in SDS, precej bolj povečalo, na drugi strani pa je Gibanje Svoboda dobilo manj glasov volivcev kot na državnozborskih volitvah. Z evropskimi volitvami ne moremo primerjati, ker pred 5 leti Gibanja Svoboda še ni bilo. Tako da je v bistvu, bi rekla tako, da ta manever z referendumi se Golobu ni ravno, verjetno ni tako išel, kot so mislili v njegovem štabu. Tudi nasplošno je kar nekaj glasov na levem polu šlo v prazno. Gospod Nemec je rekel nekaj podobnega in je potem Levica se takoj burno odzvala, da to ni prazen glas oziroma ni glas za nič, pa vendarle pač, če grejo 4% nekam, ker ni poslanca, pomeni, da grejo, ja, tako rekoč v nič. Pa vendarle je ta drobitev na levem polu sploh s tem, ko Klemna Grošlja niso dali Gibanje Svoboda na svojo listo in je on naredil svojo listo z zelenimi, pomenila, da Gibanje Svoboda ni dobila 3 poslancev, ta lista je dobila približno 10,000 glasov, računali so, da dobra polovica od tega bi bila že dovolj, da bi Gibanje Svoboda dobila 3 poslance. Je torej neka osebna zamera, ne vemo čisto dobro, kaj je v ozadju, govorilo se je vse od Vučića, Jankovića, starih zamer zaradi spremljanja volitev v Srbiji in podobno, ampak je ta neka vseeno je šlo verjetno za delno tudi osebno zamero premierja, stala liste Gibanja Svoboda enega poslanca? Za odgovor na to vprašanje bi moral bolj natančno številke pogledati. Tisto, kar se mi pa zdi tukaj vredno opomniti, je pa naslednje. Ne? Na slovenski politični levici ali pa levo od centra ni hegemona. Na desnici sedaj je evidenten hegemon, to je SDS Janeza Janše. Na levici pa tega ni. In od tod izhaja to, kar ste omenili, drobljenje glasov na slovenski politični levici in temu smo priča. Ne? Tukaj se vsakič znova se glasovi razdrobijo, seveda tudi, ko je levica na oblasti ali pa levi center na oblasti, se zelo hitro začnejo sami med seboj prepirati, čemur smo tudi zdaj priča. Pravzaprav smo temu priča bolj ali manj odkrito že pravzaprav od nastopa sedanje vlade. Tako da tukaj nič novega. Kar se tiče Klemna Grošlja, v bistvu, kot ste rekli, tukaj lahko mi ugibamo, kaj je bilo, ali je bilo osebno, ali si je kdo drug želel na višje mesto. Tega ne vem, Tega ne vem, je pa dejstvo, da je Klemen Grošelj se kot evropski poslanec v minulih 5 letih se je profiliral o nekaterih stvarih, s katerimi se tudi sicer ukvarja, po profesionalni plati se je izkazal kot relevanten sogovornik, se pravi teme povezane z geopolitičnimi vprašanji in tako naprej, kar pa ni dovolj, da preživiš v slovenskem političnem bazenu,
oziroma v slovenskem političnem prostoru. Očitno ni dovolj. Je najmlajša slovenska evropska poslanka, ki se je iz zadnjega mesta prebila v Evropski parlament in je bila med kampanjo deležna tudi nekih kritik uveljavljenih SDS-ovih poslancev. Presenečenje. Dobila je, če se ne motim, 25,000 preferenčnih glasov na zadnjih volitvah, ko je kandidirala na občinski listi nekaj 100, ne? Torej ta njen vzpon v 2 letih je bil astronomski, očitno so zanjo glasovali predvsem mlajši volilci, nagovarjala jih je prek družbenih omrežij. Je to neke vrste presenečenje, recimo prehitela je po desni gospoda Hojsa? Ja, ona je imela dobro kampanjo, ne? To je treba reči, in tudi dobro infrastrukturo za kampanjo. Zdaj, po neki logiki, ne vem kakšni, se je pridružil Rupar. Rupar nekaj glasov kar prinesel, ne, se pravi te starejši SDS-ovci. Potem je ta njena prisotnost v medijih in to, da je oče glavni na Novi 24. Pa tudi ona se je naredila v tem času, ko je medijsko nastopala. Ona ima družboslovno izobrazbo in izobrazbo, ki ni v tem smislu SDS-ovska. Nima neke šole, ki bi jo naredila na kakšni tako drugačni izpostavi, ki je povezana z SDS-om, ampak je naredila neko izobrazbo, ki jo kvalificira, jaz bi rekel, bolj v normalo, kot je značilno za marsikoga v SDS-u. In tudi tako kampanjo je vodila. Malo je pomagalo, ne, tudi to, kar ta menjava z Zalo Klopčič, ne, ker so eni mislili, da je to ista Zala, in je tako pokrila bistveno širino, ne, če ona Zala jo peljala bolj v ekstremna stališča, je ona pa recimo s svojimi nastopi kazala, da je SDS lahko z njo tudi mogoče kaj drugačna. Pa kaže tudi to, v bistvu, da mainstream mediji ne pomenijo tudi, če ti nastopiš v mainstream medijih, da ne Zelo pomenijo malo izvolitve. Dejansko se ni pojavljala. Ne? Bila je pri nas, recimo, ni pa bila na teh glavnih soočenih. Ampak to pomeni, da se je tisto, moč kar glavnih medijev zmanjšala. Ja, ne, pri njih, po mojem, pri SDS-u je tako, ne, da na SDS najbolj vpliva njihova televizija, ne, ko gre za prioriteto na njihovi listi. Torej še vedno tradicionalno medij, če tako rečemo. Ja, ampak ona je pač res na pravem mediju nastopala za listo, na kateri je nastopala. To mi ne bi nič pomagalo, če bi na katerikoli drugi listi nastopala, na SDS-ovi je pa pomagalo, da je v jedru SDS-a pravzaprav to njena televizija oziroma njihova televizija. Plus vse močnejši, če dovolite, vse močnejši vpliv družbenih medijev, ki se v tem jaz govorim. In tudi je edina, ki je influencerka, recimo pa prej ni bila, ne, ki je prišla v Evropski parlament. Če se ne bo, tam je še en 27-letnik, ki je uspel prav zaradi... Iz katere države? Grčija, če se ne bo. Grčija, Madžarska. Ne, mislim, da tam mogoče je to vseeno imelo večjo težo kot le. Tle se mi zdi glavna zgodba res to, da prihaja z SDS-ove televizije. In da je oče. Ona tam 1 leto pa pol dela. Ona je imela 1 tedenske oddaje. Njo so poznali. Ljudje jo poznajo. Poznajo in ona je tudi poznala teme. Ne, to ni za zanemariti. Ona je teme, ki so bile relevantne, se pravi ta mednarodni prostor Evropa, je obdelovala z pomembnimi ljudmi, tudi iz njihovega prostora. Se pravi, imela je Rupla, imela je poslance, imela je neke strokovnjake iz tega bolj ali manj desnega miljeja, se z njimi pogovarjala in se od njih učila, tako da je bila pripravljena. Ne? Če se dotaknemo še SLS-a, v zadnjih par letih, če odštejemo prejšnje evropske volitve, ampak jih ni bilo na slovenskem političnem prostoru. Zdaj za las so zaostali za NSI-jem. Je to vpliv dobrega nastopa nosilca liste? Je to vpliv podpore Peterleta? Je to vpliv dela celotne liste? Je to vpliv vseeno nekaj prostora tudi na desnici, čeprav smo rekli, da se drobi predvsem levica. Kaj je tukaj recimo pretehtalo? Jaz bi rekla, da je glavni razlog za ta rezultat
Peter Gregorčič, doktor Peter Gregorčič, ker se je res boril, v vsakem nastopu je dal vse iz sebe, tako da je rekel predvsem njegova zasluga, absolutno, ja. In to jih dela, po moji analizi oziroma po mojem mnenju, ne, je SLS sam uvršča med enega od zmagovalcev tokratnih evropskih volitev. Res, da so ostali pred pragom, niso prišli v parlament, ampak oni so, prvič to, da je minimalno, drugič pa oni so v bistvu oni so z blagovno znamko, ki ni več obstajala, so jo obudili in prišli tik pod prag. Ne. To je, če rečemo, to je tako, kot bi nekdo zdaj šel in bi z blagovno znamko LDS šel na volitve, ki je bila nekoč pred 20 plus v slovenski politiki, ne, šel par mesecev pred evropskimi volitvami s tem imenom poskusiti na volitve in da bi mu skoraj uspelo. Tako da jaz mislim, da se strinjam, kar praviš ti, Suzana, da je Gregorčičevi nastopil v prvi vrsti. Ne. Plus verjetno tudi njegova prepoznavnost, ne, ker on je pa nastopil pač kot politični komentator. Ne? Ja, tudi. Ja, predsednik sveta RTV. S tem, da zdaj za naprej, kar je bilo vloga, ki mu ni bila najbolj v čast. Ja, bo pa to gotov problem za stranko. Ne? Stranka, ki je bila SLS, se pravi s imidžom kmečka podeželska stranka, njegovi glasovi niso toliko vplivali na povečanje tovrstnih glasov, ampak so prinesli tudi urbane glasove, pa recimo tudi od desne inteligence, ker je te ljudi prepričal v glavnem. Vse je doktor, profesor, ne? Ja, pa tudi njegova artikulacija je bila zelo jasna. Zelo retorično. Tako da je vprašanje, kaj se lahko zgodi s tem njegovim rezultatom potem na državnozborskih volitvah, ker tam je pa čisto drugačna logika. Tam bo v ospredju predsednik stranke, tam bo v ospredju nek program, ki se ga bo moralo čutiti po ljudeh, ki bojo nastopali. Gregorčič je izrazito nekompatibilen s tem, kar je SLS včasih bila, se pravi ta podobnikova zgodba, ne. Nima traktorja, če se bo traktor kupil. In veste, to seštevanje glasov. Jaz sem ga Logarju videla Gregorčič. Ja, Gregorčič tako ni v bistvu član SLS-a. Jaz sem ga spraševala po volitvah, kaj misli, in je rekel, da še ne ve. Jaz sem ga vprašala tudi to, če se bo pridružil že to Logarju, za katerega se pravi, da se bo osamosvojil od Janše, menda jeseni končno. Zato tukaj pod vprašanje, ne vem, kdo bi želel na to odgovoriti. Torej na referendumih smo izglasovali tudi preferenčni glas na naših državnozborskih volitvah. Lahko to delno spremeni tudi rezultate na naslednjih volitvah, recimo, da rečemo, da bodo čez 2 leti, ker običajno, ko so volitve, recimo se voli, ne, Levica voli proti Janši. Zdaj, če ti lahko na listi obkrožiš kogarkoli drugega, ki ti je morda bliže, ne vem, Zalo ali pa nekoga malo bolj zmernega in torej daš osebno glas, sicer nekomu z njihove liste, pa vendar ne Janezu Janši, ali lahko take stvari, ne, ali pa mogoče spet ne predsedniku stranke SLS, ampak recimo, če Gregorčič ostane tam njemu, da lahko to, da ti posameznega človeka z liste zberaš, malo spremeni to zelo trdo delitev pri nas. Ampak, kot jaz razumem, je tako, da ti znotraj liste, ki jo voliš, daš še preferenčni glas. Ampak se ni jasno še kakšen. Ampak recimo, da imaš občutek, da nisi dal Janezu Janši, ampak si dal nekomu drugu z te liste. Razumem, ja. Samo da se ne bi preveč o tem pogovarjali. Lete, za preferenčni glas je v Sloveniji zmeraj obstajala večina. Ne pa 2/3 večina. Ne v državi in ne v parlamentu. Tako da ta referendum je bil zavajajoč. Ne to, da si tle zmagal. Če bi referendum zmagal recimo z 80% večino, potem bi to mogoče lahko tudi zamajalo stališče SDS-a ali pa Nove Slovenije in še koga v strankah. Vi morate vedeti, da to ni samo stališče strank, ki je za ali pa proti, ampak posameznih poslancev. Vi imate poslance, ki so izvoljeni redno v majhnih okrajih, v volilnih enotah, kjer lahko preživijo ali pa so do zdaj lahko preživeli samo kot po tem volilnem sistemu. Ker so, kljub temu, da so poslanci, ne, mi imamo vsaj 1 ali pa 2 taka poslanca, da če bi, recimo govorimo o SD-ju,
da če bi se spremenil volilni sistem, ne vem, če bi prišli noter, ker bi potem ljudje zbirali drugače, pa lista se naredi, ne? Potem zdaj liste ni. Ne, je vezano, tako skratka. In ti poslanci, ki to vejo, ne bojo tega podprli. Ja, jaz mislim tudi, da ne bo spremenil. Torej, zakona. če Tako bo da- šel referendum, tako- čez ne bo to uveljavljeno. To ne bo, ker je že bilo 4 poskusi so bili. Jaz vem, ker sem imel kot predsednik stranke, nas je Pahorski cval in razglašal, ko bomo glih kar volilni sistem spremenili. Ni soglasja. V Sloveniji za to spremembo ni političnega soglasja. Zaradi tega, ker je preveč odločevalcev vezanih na to, da bi to za njih pomenila velika sprememba, ali pa saj mislila, da bi bila to prevelika sprememba. Tako Torej, da- referendum, ki je šel v nič. Znači, to je, Zloraba posvetovalnega referenduma. Ne, to bi bilo Ki ni tako zavezujoč, rekla. ker je posvetovalni. Ja. Kaj lahko, nekaj smo že rekli o SLS-u, pa dajmo pogledati, če druge, ki so recimo relativno dobro se odrezali na teh volitvah. Eden je zagotovo Prebilič, ne? Približno toliko je dobil tudi kot ko je kandidiral za predsedniških, predsednika. In pa tudi SLS smo že omenili, nekako se je obudil od mrtvih. A ne? Desus ima novega predsednika, ki je, rečemo, nek prekaljen politični maček, in tudi resnica se ni odrezala tako zelo slabo. Lahko te stvari v naslednjih 2 letih, sploh če bodo ta zagon vzeli in ga saj nekako obdržali, ne, in zadnje leto ali pa zadnje pol leta še dvignili, lahko te stranke, ki jih do zdaj nismo bili vajeni, vedno dobimo kakšno novo, ne, spremenijo slovenski politični prostor in premeša, pa omenili smo še Logarja, ne, se nam lahko zgodi na naslednjih volitvah zelo drugačna razporeditev, zelo drugačna struktura parlamenta. Ja, pri Logarju še vedno čakamo na prvo potezo. Logar še vedno ni naredil koraka naprej od debatno-posvetovalne platforme, kjer se pogovarjajo, hodijo po Sloveniji in se pogovarjajo, detektirajo teme, ki tarejo prebivalstvo, poslovni svet. Samo, in tako Antiša, naprej. če pogledaš ti, kaj se dogaja, ne? Jaz sem prav razmišljala o tem, jaz sem se tudi pogovarjala, preden sem prišla sem. V bistvu poteka gradualistično to razhajanje. Ne? Vsak dolgo časa se Logar, mislim, kot sem rekla, menda jeseni naj bi se to zgodilo, če se bo, ne vem, par sto ljudi v več željenih skupinah mu pripravlja program. Ampak dogaja se to, da on občasno nastopi v medijih, nekaj pove. Drugače pa v bistvu Janez Janša skrbi za to, da se Logar skozi omenja, da odhaja. Ga pozovejo, zdaj so spremenili statut, pozvali so ga k podpisu, prej je odstopil. Ne? Tako v bistvu Janša skrbi za nadzorovanje razhod. Morda bomo nekoč v retrospektivi to videli kot začetek, kot se je izrazil, če ga tukaj citiram, ne? Nečesa velikega. Morda smo zdaj priča nečemu, kar bo čez en čas rezultiralo v temu, da bo SDS začela igrati bistveno manjšo vlogo. Ta hip tega jaz še ne vidim. Ne? Jaz ne govorim, da bo Logar glavni. Ja, da se Janša v bistvu pripravlja partnerja za naslednjo vlado. Ja. Torej, In o tem je veliko, o tem je že ves čas govor, da je v bistvu to manever, ki ga pač delata v bistvu v soglasju. No, tako. Tisto, kar, če dovolite, bi še morda omenil, tisto, kar je zdaj zagledati, je gotovo Vesna, ne? Vladimirja Prebiliča, kot je bilo omenjeno, je dobil to, kot je dobil na predsedniških volitvah. Namreč mi smo eno tako zgodbo že imeli. Ne? Nekdanji predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je šel razmeroma zelo uspešno v Bruselj, potem je poskušal na domačem političnem parketu in je bil razmeroma neuspešen. Ne? Zelo neslavno je njegovo imenovanje na uradnem listu. Ne samo oziroma tam, tudi za ideje o tem, da bo... potem, ko so sledile evropskim. Z listo, ki se je imenovala Verjamem. Verjamem, tako je. Ja. No, tisto je bilo, šele potem pride zgodba z uradnim listom, pa z nesojenim ambasadorskim mestom, mislim, da na Kosovu in tako naprej. Pa Litijska se je vmes zgodila. Ja, to je sadarsko mesto. Telefon je zamenjal, vse to je. Ne? Se pravi, to je zagledati, se pravi, ali bo Vladimir Prebilič ohranil neke ambicije po delovanju v Sloveniji, ali se bo imel bistveno bolje v Bruslu in se bo posvetil bruseljski politični karieri. To je prvo vprašanje, ki ga je zagledati. Ne? Drugo
Druga Tam tema, vprašanje, je možnost en mandat tam, da se zabava v Bruslu in si naredi neko, in potem na šele naslednjih, recimo, da ne reče, da sem bil pa zvoljen, zdaj pa čez 2 leti grem, ne? Ja. Ampak da recimo počaka en cel mandat in se potem v drugi fazi začne pripravljati na državozbor. Če ga bo poklicala zgodovina, se morda lahko odloči tudi po 2 letih nastopiti na državnozborskih volitvah. Ne. Tisto pa še, kar bi rad omenil, če dovolite, ne, je pa resnica. Ne. Resnica je pa, in bom uporabil ta izraz, dosegla nevarno dober rezultat. Ne. Zakaj nevarno? Zaradi tega, ker jaz pa tukaj resnično vidim nevarnost, da v Sloveniji dobimo populista res tega zahodnoevropskega tipa, zato ker predsednik resnice je Stevanović je medijsko spreten, hiter je, inteligenten je in ima neizmeren talent za še tako kompleksne stvari poenostaviti in predstaviti rešitve v 2 korakih. To smo v zgodovini, temu smo bili že priča in vemo, da to ni dobro. Zato je pa res, da te rešitve v 2 korakih običajno niso izvedljive, kar on predlaga. To sploh on ni bi rešil mirno na Bližnjem vzhodu z 2 telefonskimi klici. To sploh ni pomembno. Ne. Dejstvo je, da on s tem, da ima v rokavu vedno 5 rešitev za še tako velik problem, ne, ljudi zelo prepričljivo lahko nagovori. Ljudje mu dajo glas, ko pride, potem se in postane resen politični lahko faktor, potem pa začne peljati resno politiko. Ne. In vrednotni sistem, v katerem on deluje, pa se mi zdi, da ni nekaj, česar si želimo. Kar zadeva Prebiliča. Prebilič je one man band. On je poskušal na razne načine pred vsakimi volitvami pride do neke funkcije ali ministra, ali predsednika vlade in nagovarjal razne skupine ljudi. Župane, to stranko, drugo stranko in tako naprej. In nazadnje našel neko stranko, ki ni imela obrambe pred njim, če rečem tako. To je stranka, ki ni stranka. To je skupina ljudi, ki niso usposobljeni za nacionalno politiko. In ta stranka mu ne more pomagati, noben mu ne more pomagati, ker v resnici ne obstaja. Tam sta 2 voditelja, pa nekaj zanesenjakov, ki so v glavnem sanjači na zelene teme. Torej, on, če bi hotel se angažirati, bi moral narediti stranko, ali pa se kakšni priklopiti, ampak ni se mogel priklopiti, ker ga nobena ni vzela. Vključno z Desusom, recimo, ki je vzela potem tega. Tako da on v resnici iz ne vem kakšnih razlogov nima potencijala, da bi združeval in na nacionalnih volitvah nastopil, ker sicer bi že. Mora se ne vem kaj zgoditi, da vsi pomrejo, pa potem Prebilič lahko prišel. Ker na tem one man band zgodbi se je dalo delati predsedniške volitve, se da delati evropske volitve in to pač njegov nastop in ta vestrud z njim, ne, ki so ga upravili, da je imel kar toliko spodobne nastope, se je pač obrestoval. Kaj pa to pomeni brez stranke prideti v parlament in se iti tekmo za vodenje države, to pa vidimo zdaj z Golobom. Ljudje mislijo, da je stranka nekaj, kar je bav. Stranka je skupina ljudi, ki je uigran tim na določene teme, ima pripravljeno tudi potem ljudi, ki jih lahko kliče in so pripravljeni tudi prostovoljno dati čas za neke stvari, ki jih je treba v državi najprej dobro detektirati, preučiti in tako naprej. Ker ko ti prideš na oblast, takrat ti šele vidiš realno sliko, ker vidiš tudi, kdo je, kje na kakšnih položajih, koliko je močna neka stroka, recimo v zdravstvu, koliko tam sploh lahko ti peleš, kaj pravzaprav peleš. Predtem ti lahko kot zunanji opazovalec se ti zdi, vrste, tisto je problem v zdravstvu, ampak takrat šele dobiš pomen po pol leta. In zato moraš imeti ljudi, ki znajo to dobro detektirati, ki se niso prišli tja samo past ali pa svoj narcizem prodajati, to, kar smo imeli primer z nekaterimi ministri, ki so po 1 letu morali iti, nekaj se je ugotovilo, da so prišli točno zaradi tega. Zdaj, to se ti ne sme zgoditi. In to vrstne, tako imenovane stranke, bi morali v Sloveniji pravzaprav prepovedati. Onemogočiti, da ta tip ljudi sploh pride na možnost, da lahko glasuje. Ampak ker smo pač taka, kot bi rekel, nezdrava wannabe demokracija, ne, se nam pač to dogaja in
z tega stališča lahko tudi Prebiliču rata ali pa še komu drugemu, ampak to je seveda problem. Seveda, verjetno si mislil to ironično, da bi morali stranke prepovedati. Kaj si ne predstavljam, kako eni razmeroma delujoči demokraciji stranko prepoveš? Oziroma... Ne, nisi dobro poslušal, zdaj sem rekel stranke prepovedati. Jaz sem rekel, da to vrstne nastope, to vrstnih strank, ki se oblikujejo 2 meseca pred volitvami, mi bi morali dati pogoje, ali pa to recimo, človek nastopi za stranko, pa pove prej, da ni član ne te stranke, ne nobene druge. A mi zdaj govorimo o Vesni in Prebiliču. No, govorimo o Gregorčiču in SLS-u. To je enostavno največje zavajanje ljudi, ne, ali pa grošlje pa tako naprej. To je voluntarizacija politike. Ne? To je absolutno nima zveze več s politiko. Politika kot ljubiteljska dejavnost, ker se strinjam. Ampak ljubiteljska, za te, ki nastopajo, ni ljubiteljska, zlasti za one, ki dobijo. Ne dobiš 7,000 plus še 100 na dan. To, kar si opisoval, to, kar je v tem trenutku Prebilič, si opisoval, kar je bilo pred 2 letoma pa pol Golob. Ne? In tukaj bi jaz samo upozoril... Pa še pred tem Cerar, Šarc, pa še Virant. Jaz bi upozoril na to, da obet oblasti vedno pritegne tudi ljudi, ki so usposobljeni za državno politiko, tako da če jih Prebilič ta hip nima, pa če bo na neki točki kazalo, da morda mu zna na volitvah uspet, ne, jaz ne bi skrbel. Jaz ne bi skrbel. Dolga vrsta bo pred njegovimi vrati. Jaz spoštujem leve, jaz spoštujem tigre, ampak preziram hijene. To, kar sta vidva zdaj govorila, ne, se pa po drugi strani lahko zamislijo tako imenovane etablirane stranke, ne, NSI in SD. Ne. Toliko let obstajajo. Mimogrede, vem, da bo najin sokomentator tudi ocenjeval uspeh SD-ja na volitvah, tako so mi povedali, kaj so razloge, kaj so ne. Skratka, SD je dobila manj glasov, kot jih je dobil Prebilič, ki ga tako kritizira ta Vesna. In ravno to sem hotel vprašati. Nemec je prejšnji teden rekel, lahko se nam zgodi Prebilič, ko je imel v svojem nastopu kar precejšen napad na levico, sploh pa na Gibanje Svoboda in na tudi obnašanje premierja v tej predvolilni kampanji, pa njegove nove ideje, pa nove obljube, pa vsak teden je bilo nekaj novega, kar je malo preusmerilo kampanjo iz evropskih volitev na neke domače teme. Ravno Nemec je omenil, je rekel, lahko pa naslednji pride Prebilič, kar pomeni, da on očitno ocenjuje, da ima več možnosti. Nemec je bil zelo okaran v svoji stranki. Prebilič je bil član predsedstva SD od leta 2005 do 2009 in potem je tudi bil možen kandidat, samo takrat je slabo Weber odigral nekorektno do njega in pa je on šel svojo pot. Tako da on je v tej družini, ampak jaz ne govorim o tem, jaz govorim o tem, da slovenski politični sistem ne podpira strank, ne, in deluje celo proti njim. Ljudem je bistveno bolj všeč in tudi, pazite, sistematika je taka. Tebi se splača ustanoviti stranko za državno-zborske volitve, recimo, dobiti od 1 do 4%, ne prideti v parlament in od tega lepo živiš. Ne? To so pač te neke strančice in to je zdaj ratov poslovni model. Mi bi morali to preprečati. Gospod Jelinčič je to rad počel. Ja, pa se imaš, recimo. Zelo nesrečen, je potem pa že. To bi morali preprečiti. Zakaj? Zaradi stranke imajo ta namen, o čem je tudi Antiša prej govoril. Se pravi, da so prvo sito in tudi združevalni artikulacijski mehanizem, da potem parlament boljš funkcionira. Pri nas pa preprečujemo to sito, to pripravljalno dejavnost, ne, z gnusom zavračamo in podpiramo samo vstop v parlament ali pa evropski ali katerikoli, ne, kar je absolutno apolitično in antipolitično. A zakaj nezadovoljstvo z gospodom Nemcem in z njegovimi izjavami, v katerih je obračunaval delno svojo stranko, še bolj pa s koalicijskimi partnerji. Tudi ta izjava, da so bili glasovi za levico vrženi stran, pa se sta takoj odzvala. Mimogrede, ta izjava, so bili glasovi za levico vrženi stran, ni res. Ti glasovi so bili v 70% v korist zmagujoči stranki. On je hotel povedati, da zato levica ni nič dobila, da so šli v prazno. Stvar je še hujša, pazi, če bi on to vedel, potem bi rekel, ti glasovi so šli Janezu Janši, zato je Janša dobil 4 mandate, ker je, ampak to seveda
ni dober argument, ker pač vsaka stranka ima svojo logiko. Zakaj kritika? Niso bili zadovoljni s tem? V stranki so bili jezni tako na gospoda Nemca, kot tudi na gospoda Gorška, ki je zdaj podpredsednik stranke, ni več predsednik podmladka, da so te izjave nepotrebne. Kot vem, bo, mislim, da avgusta SD obravnavala neko poročilo, ki ga bo naredili neka zunanja komisija oziroma gospod Lukšič bo zraven sodeloval. Kaj je narobe? Jaz nič ne vem. Meni je bilo rečeno, da naj bi tudi vi sodelovali v tej skupini. Meni je bilo tudi rečeno, da me bo marsikdo poklical, ampak me ni in verjetno me ne bo. Tako kot me v prejšnjih mandatih nobeden ni. Jaz sem se pogovarjala z ljudmi iz stranke in sem povedala, in lahko povem tudi javno, to, kar je rekel pred letom ali dvema v intervjuju za Delo gospod Jani Prednik, da SD nima vonja, okusa in kaj že, barve. Ja. V bistvu mislim, da je to problem SD-ja. Na podlagi česa se mi SD-ja spomnimo iz te vlade, pravzaprav. No, povej. Približno 7 milijonov razlogov je, da se spomnimo. Ne? No, to se govoriš o Litijski. Se pa do takrat zelo dobro držali. Ne? Po lanskem poletju je eskaliralo kar nekaj afer, ki so se jim SD do Litijske, ki pa je eskalirala tudi zaradi njihove slabe komunikacije na noter in na ven, so se zelo dobro brnili. Nekako izgledali, da ministri nekaj celo delajo, da nimajo nekih afer, ne potujejo, jemljajo mož seboj, gledajo košarko, fuzbal. Mislim, jaz bi tukaj ponovil, kar sem že povedal, red velikosti greha Litijske je enak približno tam, ne? Je 6 pa 7 milijonov. Redu velikosti greha nakupa 10.000 računalnikov, ne? Ki, mislim, z Litijsko ne vemo, kaj bomo z računalniki. Oboje je enako neuporabno. Mogoče bi pa računalnike lahko predstavili, pa bi jih hranili na Litijski, zato ker za računalnike, zdaj kot razumem, nekje pri Logatcu ali Vrhniki plačujemo 2500. Še neko najemnino. Mislim, se malo hecam, ampak ne. Ne pa povsem. Ne. Hočem povedati to, ne, da je razlika je pa seveda ena sama, pa ta je ključna, ne, da ministrica, ki je kupila računalnike, je, bom rekel, naša, ne, medtem ko je ministrica, ki je kupila Litijsko, je bila pa iz SD-ja. Ne. In to je edina razlika, ki je pa ključna očitno, zato ker ministrica ima mir, Emilija Stojmenova Duh. Je tudi zaradi tega spora, ki je nastal med SD-jem in Gibanjem Svoboda, ker premier ni odreagiral tako, kot si je vrh SD v tistem trenutku želel in je vlekel in se z Dominiko kar še pogovarjal in sta se sestajala in je ona še bila ministrica v odstopu in ne vem kaj. Je gospod Nemec tudi zato mogoče malo okaral koalicijske partnere, da ta spor iz januarja, februarja, marca ni še povsem pozabljen in je zdaj ponovno eskaliral. Povedal je to, kar govorijo predstavniki SD-ja neformalno, je povedal javno, ne? Ampak ko je povedal to javno, pa ni povedal zato, ker bi to potreboval za potrebe predvolilne kampanje, ne? Ker bi to lahko pred volitvami naredil, je povedal javno in je vznevoljil, kot sem rekla, vrh stranke, ker si ne želijo pač spora z Golobom. So zadovoljni vsi na svojih pozicijah, mogoče bo kdo še kakšno dodatno službo, ki je dobil, ki je nima in si ne želijo javnega razpravljanja dejansko. Me je pa presenetil gospod Nemec, ker ne velja za človeka takšnih močnih besed. SD je tako reč najstarejša stranka, ne? Poleg SDS-a obstaja, kar je Slovenija, ne, od začetka, pa vendarle se zdi, da v letošnjem letu delajo ogromno napak, ki so jih vmes stale ogromno podpore, morda se je to zdaj poznalo tudi na evropskih volitvah, vmes so padli kaj na neke 3%. Pa 9, ja. Potem so sicer se nekako vrnili, pa še vedno v prejšnjem mandatu 2 poslanca, zdaj 1. Kako tako strukturirana, stara, utečena stranka lahko naredi toliko napak v pol leta? Jaz mislim, da je to vezano na to, zakaj je ta stranka sploh v tem političnem prostoru in kako je preživela. Ne, ta stranka je bila predvidena, da iz nje nekaj bo, ko je vodil Janez Kocijančič, potem se je starejša garnitura zgleda
tej stranki odpovedala in je stavila na LDS, borčevska struktura je zmeraj volila LDS. In naj bi stranka do volitev leta 2000 v glavnem propadla z Borutom Pahorjem, ni bila. Ampak stranka je nekako preživela in je zmeraj bila, potem ko smo naredili tisti program za Slovenijo v vrhu sveta in zmago na volitvah, ko sem hodil po terenu, so teni starejši ljudje rekli, mi smo stranka rabata. Mi dobimo pač politični sistem, stranka 10%. In zato smo bili predvideni, zato je SD bila predvidena, zdaj je pač ta rabat se znižal, ker vladal neoliberalizma, se ta rabat zmanjšuje. In se pravi, tisti, ki financirajo in odločajo o tem, kako bo konstituiran ta politični prostor, ki plačujejo, ker veste, Goloba je bilo treba plačati, Cerarja je bilo treba plačati, ti lahko greš kot kandidat na volitve, samo to je ogromen pogon, ki ga mora nekdo sfinancirati. Šarca je bilo treba plačati, Prebiliča je treba plačati. In to ni kar tako. Ljudje mislijo, pojaviš se na televiziji pa boš zmagal. Ni res. To je treba vse dobro. In ta denar, ki ga usmerjajo vodilni, recimo kapitalski krogi v Sloveniji, ta denar ni mišljen za to, da bi SD v kakšni resni obliki še zmagala. Takrat, ko je zmagala bolj po nesreč in zmagala je v varianti, ki je bila zelo LDS-ovska. Mi smo imeli samo 3 ministre od 7 v naši kvoti iz vrst SD-ja. Drugi so bili bolj ali manj liberalni po izboru predsednika vlade in tako naprej. Sprav, tisto ni bila SD-jeva vlada. In to, kar govori desnica, da je to levica, nič ni bilo od levega tam. In tam z levimi programi nisi mogel nikamor priti. Torej, zmeraj, ko SD pride, recimo, ko sem jaz bil predsednik, smo imeli 35, celo od 50 do 35% glasov, celo pred volitvami evropskimi smo imeli 25% glasov vodilna stranka. Ampak ta liberalni del se že prej odločil in potem so imeli tam vrsto kandidatov, eno od teh je bil tudi kolega Šoltes, ki so jih lepo zrinili, zato da smo mi dobili takrat samo en mandat. In če se spomnite, vmes je Tanja Fajon, ki je bila nastavljena recimo zdaj pred temi državnozborskimi volitvami zadnjimi, je imela tam 20%, bila je kandidatka takoj za Janšo, da bi prevzela to lok, kaj je že bil, ustavni lok. Koalicija ustavnega loka, kul. Ampak potem tak se je pojavil Golob, in je ta liberalni del, kapitalski del, zrinil Goloba. Pred temi volitvami, se spomnite, januar je SD že dohitevala Svobodo. Torej, ta afera ni bila napaka SD-ja, ampak je bil spet manever, ki ga SD zmeraj doživi takrat, ko ima šanso, da pride do malo večje politične moči. Se pravi, SD... So pa komunikacijski lapsusi, ki so odvisni zgolj in samo od njih. Jaz sem delal eno umazano korilo javno, je težava ljudi, ne kapitalskih krogov. To so tehnične zadeve, ki izginejo tisti hip, ko je odločitev sprejeta tam, kjer mora biti. Mi smo delali en doktorat, jaz sem mentoriral doktorat o aferi dodatki, na kateri je padel Mramor kot minister. Tam se je dobro videlo, od kje in kdaj se je začela afera, kdo je to vrtel in kdaj je zgodba se končala in koliko je bilo res tam noter nezakonitih poslov. Tam ni nobene nezakonitosti. Dekani so odločali v skladu z zakonom. Njihova pristojnost je bila, da in tako naprej, ne bom tle razlagal. Ampak skratka, tam vidiš, kako politični proces teče in kako se likvidira posamezne ljudi ali pa tudi posamezne stranke. Skratka, SD nikoli ni bila toliko močna stranka, da bi lahko parirala volji teh drugih krogov, ki si zmeraj poljubno nastajajo, enkrat Cerarja, enkrat Šarca, enkrat so poskušali z Virantom, pa je takrat bil premočen, ljubljanski župan Janković, in tako naprej. In mi smo zdaj ujeti v ta model, ki nas obvladuje. In to samo kaže, če bi mi hoteli to regulirati, potem bi morali regulirati s političnimi sredstvi, se pravi tako, da bi preferirali politično delovanje strank z vsemi tistimi zgodbami, ki sem prej rekel, se pravi, da se vključuje ljudi, ki oblikujejo, kaj so posamične politike stranke skupaj z ljudmi.
Veste, ko smo mi prišli na oblast, jaz sem imel za šolstvo 10 ljudi, najmanj, plus še potem naprej, ki so bili na razpolago iz področja, da smo lahko začeli, takoj ko smo prišli, popravljati zadeve, ki so bile za Janša. Mi smo tako delali kot ta vlada Golobova, ki je nasmetarila predloge od tako imenovane civilne družbe in jih vrgla na mizo kot edine svoje zakonodajne predloge. Mi smo imeli kot stranka to Jaz pripravljeno. moram reči, da se ne strinjam s tem, da je afero Litijska, da so vzpostavili neki strici iz ozadja. Ne, strici z ozadja, direktno Vuković vas, to je jasno. Ja, no, mislim, Za ona potrebe. pa ni vplivala na dogajanje v politiki v preteklosti. Zdaj zagotovo verjetno so imeli kaj prste vmes pri tem medijskem stampedu, ki se je zgodil pri tej investiciji. Mediji pa pač tudi vedno valovijo. Ministrica podpisala nekaj, kar ne glede na dokument, Kar je neuporabno. kasneje ne bi smela, ne da bi se res prepričala, so cenitve, niso cenitve. Je pa ta, cela zgodba, ki jo je Igor opisoval, ne, je pa v funkciji, po mojem, tega, s čimer sem pa jaz začel. Ne, tega, da na levici, levo od centra, ni hegemona. Ne. Robert Golob si želi biti vodilni obraz oziroma vodilni politik slovenske leve sredine. In to se je odločil, da bo naredil tako, da bo tiste okrog sebe potolku. Ne, to je evidentno. In ta zgodba z Litijsko je v funkciji tega. Brez dvoma. Mislim, jaz se s tem strinjam. Jaz sem samo rekel, da se ne strinjam, da so to neki strici iz ozadja. Pač tukaj je čisto konkreten. Nobeni strici iz ozadja. Tle Ki je so bili konkreten verjetno interes včasih, močnih kapitalskih krogov. Zdaj, ne da se to personalizirati. Veš, tisto, ljudje bi radi rekli, pa povej ime. Ne, tle ne gre za imena. Ne, ne gre za ime. Kako? Ti si eno ime omenil. Katero? Ja, Vuković. Ne, to ni, ona je bila pa na funkciji. Ona je izvajalka bila te zgodbe. Promotor, bomo rekli. Ali pa promotor, ja. Ampak rekli smo, ne, želi biti Golob vodilni obraz oziroma oseba na tem se polu. opravičujem, Katarina, to ne vem, kdo je rekel, da se v bistvu na račun partnerjev, ti si rekel, ne? Ja. V bistvu jih želi partnerji igrajo vlogo koristnega idiota. Se to smo tudi, sem jaz že to pisala, pa tudi kdo drug je že to rekel. To je bilo tudi na predsedstvu SD-ja v ponedeljek po evropskih volitvah je bilo izrečeno. In tudi Levica, kaj? Levica je popustila kar pri nekaj zadevah in počepnila pred Golobom. Ne vem, lahko konkreten primer povem. Mislim, da tajno sledenje Fursa je bila Levica proti, potem po drugem glasovanju, potem ko je dal državni svet veto, so pa v bistvu tik pred glasovanjem sporočili iz Levice SD-ju, da pa ne bojo. Sodišče, tako da, Ja, ampak je ustavno sodišče to naredilo. Ne? Levica, ki je bila prej proti, je potem pri drugem glasovanju, ko je državni svet dal veto, ko pa so mogli še enkrat glasovati, je Levica obrnila ploščo. Je igrala prav tako kot SD v mnogih zgodbah. Lahko Golob postane ta vodilni obraz z križarjenja poti v Dallas in podobno, kar se mu je zdaj očitalo v zadnjih dneh. Ne, očitajo mu, da več hodi okoli, objavlja take in drugačne. Se tle ne gre za očitke, gre za to, da on vodi politiko na tak način, da nima zveze s politiko. To ni ne državnik, to ni ne politika, on ne vodi ne stranka, nič. On samo instrumentalno igra, tako kot je, prej sem iz Jantiša rekel, kolegica, on instrumentalno igra, on premika in ideje in ljudi, kot bi igral, niti ne šah, ker šah ima neka pravila. Ampak tako, kot se mu zmrdne, ne, zjutraj, kdaj, ne vem kako. Ampak to je absolutno nelogična zadeva. Zdaj, tisto, kar je strašljivo, ne, prej si ti govoril o resnici, ne, kako je grozljivo, je strašljivo, da lahko ta tip vodenja, ki ni vodenje, se v Sloveniji ponovi. Ker ustreza, on je pa vse naredil, veste, o kapitalskih premikih, o tem, da energetika služi, da glava boli, da bančništvo služi, da glava boli pod to vlado, je nekaj, kar ga gotovo kvalificira, da bo še dobil podporo. Ima pa hkrati zelo leve ideje, ki jih prej, ko je bil poslovnež, nikakor ni podpiral. Ne? Ja, sem ni nobene še realiziral. Ne? Ker to, da govoriš o tem, ne, da sprožaš to, kar ti povejo za PR, to ne pomeni, da si
Da so to politične ideje, se pravi, ki grejo potem v realizacijo. Prepevanje Hej brigade, če Ja. citiram Zorana Jankovića, pa premalo. Ja. Mislim, po 2 letih v bistvu smo pri reformah tam, ker smo bili nikjer. Začela se je davčna reforma, ker ni davčna. Med tem časom smo izgubili, mislim, da 8 mest na lestvici konkurenčnosti. Zdaj smo bili na 46. mestu, lani na 42. od 67. Ja. Še prej pa na 38. Še boljši, kar pomeni, da smo v 2 letih, odkar je ta vlada na oblasti, torej precej padli. Kako ljudje, povprečen državljan, ne, gleda na te objave na Instagramu in podobno, ogromno poljubov, objemanja, nekaj malega zastav, nekaj malega podpore Dončiću. Je to nekaj, kar ljudi pritegne, jih odvrne, vsi mislijo, tukaj je res težko biti pameten. Mislim, tukaj mi smo res inficirani, mi trije pa voditeljica tudi, ker gledamo čizenimi drugimi očmi. Ne. Zato sem rekla, kaj si misliš, jaz ne vem, sem bil pa zadnjič čisto zasebno v enem krajšem pogovoru in mi je ta sogovornica rekla, pa zakaj toliko žgete čez tega goloba? A si želite, da Janša pride nazaj? Pa sej tako grozen pa tudi ni. To je argument tudi za novinarsko kritiko. Ne kritiziraj Goloba. Ta razmislek, ne, se pravi, kdo stoji v ozadju in kaj se nam pelje kot naslednji, oziroma kdo se nam pelje kot naslednji predsednik vlade, ne, ljudi utrjuje v tem, da je treba človeku, ki je dobil koliko 40% na volitvah, ne, spregledati čisto vse, kar počne, oziroma, kot je rekel profesor, česar ne počne. Jaz pa mislim, da je to, če nič drugega, če samo o nas treh govorim, pa o medijskih ljudeh, ne, vsaj intelektualno nepošteno, če igraš to igro. Ne. Ampak ali ni večji problem, kaj on ne dela, kot to, kaj dela, prečeš, malo brez okusa vse skupaj, ampak ni škodljivo, ne? Ja. Bolj je problem, kaj se ne dela. Kova, pa smo mi vsi stari že. Verjetno tudi, ja. Problem je, da razgrajuje državo. Ne? To, kar ste vprašali prej, seveda je to, temu se reče, kakor likeable, ne? Se pravi. A je? Je, to je ljudem zelo všeč. V določenem segmentu, ne pa pri vseh jaz poznam. Ne pri vseh, pri intelektualnem delu gotovo ne. Negativne odzive. Ne? Pogledaš tole Urško, ki pleše, ne, na protokolarni zgodbi, ne, to je degutantno. Se je ona tudi umirila. Se je umirila, ampak zelo, ne. To je bil pač del zgodbe in to je bilo ljudem všeč. Super, končno krši pravila. Pa to, da se je on tam zvijal z Melonijevo, ker niste vedela, kaj mit, pa pol se režita tam kot dva bebca. To je absolutno, mislim, še do nedavnega je bilo to nezamišljivo, da bi kdorkoli od teh, ki se ima za državnika, predstavlja državo, tako bebavo reagiral. Ampak to so samo protokolarne stvari. Zdaj, ogromno stvari, ki jih mi ne vemo, kako se pele vlada, kako poteka odločanje, kam grejo sredstva, kako grejo. Ker to, kar vemo, da poteka zelo, ali pa je potekalo, ne, dokler ni bil Šefic imenovan kot človek, ki ve, kako stvarmi za te poplave, smo imeli škandal na škandal. Mislim, škandal v tem smislu, da je prišel predsednik vlade, obljubil hišo, ne vem kaj vse, v enem tednu, ne vem kaj, in pa ni bilo nič. Ne. Sploh nima predstave o tem, kako procese voditi. In to je grozljivo, ne, da se on v 2 letih ni nič naučil. To je najbolj grozljivo in večina ekipe. Ne? Kaj pa to, da zdaj, ne, veliko se je omenilo to, kar smo že rekli, te njegove dopuste. Zdaj je v bistvu rato nek tak napol chick fight. Jelka Godec je v parlamentu ga malo na lep način oklofutala. Ne. Najprej omogočite sanje Slovencem, potem pa še vi sanjate o tem, kar se sanjali celo življenje. In potem se je njegova partnerka, zdaj že rečejo prva dama, na Instagramu odzvala na to z nekaj alinejami in potem je Jelka Godec spet nazaj se odzvala na to na X-u, vmes je pa še predsednica državnega zbora pa tudi malo sposobna bila pokomentirati. Ja, in se postavila v bistvu na to stran. Ne? Torej, če objavljaš, moraš vedeti, da bo to stvar
pač pogovora, kritike ali pa pohvale, odvisno, kaj je človeku všeč. On pa se v bistvu ni sploh oglasil. On je tam bil. Ne? To je bila ponedeljek, odgovarjanje na vprašanje poslancev, on je tam fizično bil, medtem se pa une dve ženske, ki se nista niti videli prek družbenih omrežij. Meni so te zgodbe bizarne, no? Ampak se je Antiša rekel, mi pač nismo predstavniki, Mi smo res kaj smo mi. zelo specifični opazovalci. Meni je to bizarno, meni je samo grozno in pomembno se mi zdi to, da v bistvu vsebine ni, da se dejansko ni zgodilo nič, ni premaknilo nič, tudi glede teh popoplavnih ukrepov. Mislim, da sta dva dobila oškodovanca oziroma poplavljenca v roke cenitev. Večina jih pa sploh ne ve. Ali 300 nekaj, Ja, še to vedno je ne ve. problem. Sploh, Točno, mislim, to je to, problem. 50, mene res ne zanima, kaj Tina dosežek Gaber je bil. objavlja na Instagramu in ne vem, zaradi mene človek ima pravico, da Nimamo- gre na dopust. Veste, Dejansko je, da ni vsebinskih sprememb. mi imamo neoperativno državo. Zdaj, Ja. a gre predsednik vlade na košarko v Ameriko, ne mu ni treba biti predsednik vlade, da gre lahko basket gledati v Dallas. To bi si lahko prej lažje prvo. A gre na fuzbal v München. Mi mu vse to prvošmo, a gre To sem spat. rekla, je večji problem, Ampak, kaj on veste, kaj je ne problem? naredi, ne kaj Ne, naredi. veste, kaj je problem? Da zdravniki štrajkajo koliko Ja. časa? Ja, od januarja. Dolgo. Pejci si zdaj iskat potni list Ja. na Tobačni boš v Ljubljani, čakaš ko zmešan. Ne? Sodniki je problem. Jaz ne vem, kjer družbeni podsistem danes še deluje normalno. In mi imamo nefunkcionalno državo. Mi se ukvarjamo s tem, ali je predsednik vlade na fuzbalu, ali pa a predsednica državnega zbora pleše na protokolarnem dogodku. To je irelevantno. Lahko nam je všeč, lahko nam ni všeč, lahko se nam ob tem bruha, ali pa smo vzhičeni in veseli in jim prvoščimo, ampak mi imamo nefunkcionalno državo in to je problem. To, kar sta omenjala, popoplavna obnova, to ne obstaja. Breku, ne? Ljudje so razočarani in tako naprej in tako naprej. Ljudje so bili pred slabim letom, so se jim podrla življenja, danes živijo verjetno pri sosedih, prijateljih, v kontejnerjih in tako naprej. To je problem te države. Ne, a se on zdaj voz, pa a smo mi zdaj, kdo je zdaj plačal varnostnike, ki šel on v Ameriko košarko gledati. Pa dejte nehat, no. Mislim, kot vsak predsednik. To so Mi smo bizarne imeli- stvari, o katerih se jaz sploh ne vem. Sej mi smo imeli Res predsednika vlade, ki se je strašansko želel se srečati z Esmeraldo in je to potem po zaslugi takratnega ambasadorja na tistem koncu sveta to tudi dosegel, ne? Ampak o tem se je šušljalo. Ne? Ja, ni bil to glavni dogodek. Ni bil to Problem glavni je to, da dogodek. se nam- To, da se pa... No, on morda to dela tudi zato, da se mi o tem pogovarjamo, zato, da se ne pogovarjamo o dejanskih problemih in o tem, da v 2 letih ni bilo narejenega tako rekoč nič. Ker zdaj se ljudje pogovarjajo o tem, kje je on bil, kdo je plačal, kaj je Tina objavila, kaj je Una rekla. Seveda, ta poraz na volitvah, ne, ki ga je dosegla Svoboda, bi bil bistveno bolj v zavesti ljudi vpisan, če ne bi bilo tekme v Dallasu. Ne. In je lažje tvegati tam ne fotografiranje z Dončićem, ne, je več debat o tem in je to lažje prenesti kot stranka in kot vlada in kot predsednik vlade, kot pa to, da si dobil samo 2 poslanca. No, v in 2 to, da letih imamo mandata. v končni fazi nedelujočo državo, ker ti javna uprava tako rekoč ne stoji in ne Seveda, dobiš ja. ne gradbenega dovoljenja, In zdravniki. ne dovoljenja In za tujce sodniki, in si ja. zato brez delavcev, pa že tako jih manjka. Zdravnika itak traja še 2-krat dlje, kot je prej, pa sodni zaostanki, ne, pa vse to. Ali imamo ministra v tej vladi, ki bi mu dali vsaj +2? Da se nekateri ministri dobro delajo, recimo ministrica za kulturo se mi zdi je čisto v redu, tudi Han, gospodarstvo dobro dela, zdaj, ko se je lotila tale za pravosodje, tudi ne, na evropskih zadevah črpanje zgleda, da teče solidno, kljub tej aferi, to je ena od teh zadev, recimo prej smo govorili, ne, Svoboda, pa kako je prišlo do teh 10 milijard, pa 500 milijonov, pa ne vem, koliko je sploh bilo Zdaj bomo zaprošenih dobili sredstev, ta pa tako denar. naprej. Pa to je Ja, samo ključno. ne v tisti višini, kot si je nekdo zamišljal in tako naprej. Škoda. Ma No, skratka, seveda, ker so oni dali. Ne. je nekaj ministrov, eni pa se sprašujemo, kaj sploh resor tam dela, ne? Zakaj sploh ta resor, recimo ta digitalna preobrazba in kaj ministrica dela na tem resorju. Ne? To pa je problem. Ne? Tako da recimo posamični ministri in ministrstva sorazmerno funkcionirajo. Ne?
So pa neznani, recimo minister za šolstvo se Ja, ne zdaj je malo pojavlja, v tem minister za napadu, visoko ne. šolstvo Je. se skriva, ampak recimo resor znanosti in visokega šolstva funkcionira. Ne, zaradi tega, ker to pa je treba reči, ta vlada daje v primerjavi z drugimi vladami, ampak po zakonodaji, ki je bila sprejeta s konsenzom že prej, recimo za časa Janeza Janše, daje več sredstev v raziskovalno dejavnost in visoko šolstvo. Hvala Bogu. Ja, ampak se to Kaj pravi, pa- usluga te vlade. Kaj pa ministrstva, ki so dobila nove ministre? Ne? Imamo torej novega ministra za javno upravo, imamo novo ministrico za zdravstvo, imamo novo kmetijsko ministrico, torej kar nekaj menjave je bilo v tem času, ne? V bistvu skoraj največ v dosedanjih vladah v tako kratkem času. Kaj pa te nove ministri? So boljši od prejšnjih? Prej ste omenili, da eni so prišli po enem letu ugotovili, da mogoče pa tole ni za njih. Ne? A tele nasledniki so boljši ali je to še slabše? Ker vsi od njih so zdaj pa že toliko časa, da neki pa lahko. Razen, recimo kmetijska je še zelo malo, pa tudi vendarle bi lahko dali kakšno oceno. Jaz bi se vzdržal tega, je boljše ali slabše, kot ste rekli. Ne? Dejstvo pa je, da se novi ministri niso uspeli politično sploh še sprofilirati. Meni je nerodno priznati, ampak če me zdaj vprašate, kako se piše minister za javno upravo, jaz ne vem povsem dobro. Ne. Problem je v tem, ne, da ko ti prideš po enem letu, vlada pride z neko ambicijo. Ja. Ja. Ne, vlada pride z neko ambicijo, z ambicijo in začne. In recimo Golob zlasti je govoril, to je Dream Team, sajnska ekipa, minister za zdravje, najboljši, ki se ga Ne vem, kako vse so jih še testirali, tri preverili. dni preden ga je odstavil. Ne. In ministrstvo za kmetijstvo, ki je res bila strokovnjaka, ona prva. Ne. Potem pa pride druga ekipa, kjer ne veš več. Predvsem je problem, recimo, jaz moram reči, da sem presenečen, da so ljudje sploh sprejeli ministrske položaje potem, ko so videli, kako predsednik vlade z ministri dela. Torej jih vrže čez ramo, ali kaj je že Ja, rekel, točno ne? to. Pa Samo notranje ministre, zadeve. Dovolite Ministr- eno vprašanje za bivšega ministra in predsednika stranke. Ne, bom jaz prevzel. Seveda, Boš ti seveda. prevzel? Ne, mene Zadovoljen, zanima, Ja, mene zanima zadovoljna. ko si bil minister, ne, ali pa predsednik stranke. Ne, a so ljudje, ambiciozni ljudje stali v vrsti pred vrati, jaz bi bil državni sekretar, jaz bi bil minister, jaz bi bil predsednik une komisije, te komisije, ker pri Golobu imam jaz občutek, da bolj on hodi od vrat do vrat, pa Absolutno tako izgledalo, ne. naletava na zaprta vrata. Kako je bilo, ko si bil ti minister, se pravi tega je zdaj kaj 15 let? Ja, pri Pahorjevi vladi se pravi, se je ekipa začela sestavljati intenzivno po letu 2006. In ti ljudje so bili najprej v vlogi predsednikov strokovnih svetov, ki so ustanovljeni za vsa področja ministrstva. Potem tisti, ki si niso izkazali, si je Pahor umislil neko funkcijo svetovalca predsednika stranke za posamezno področje. Se pravi, prvo, drugo sito. Tretje sito je bilo, mi smo šli na volitve z ekipo, celotno ekipo vlade. Se pravi, bilo je 20 ljudi za vsak resor človek in smo rekli, to bo naša vlada. In potem je, se pravi, si imel vsaj 3 sita, iz katerih si potem, ko je bilo pa treba vlado sestaviti, začel sestavljati ekipe ministrov in državnih sekretarjev. Torej, odgovor Prav. volih je bilo. Se pravi, to je bilo, ja, to ni bil problem. Ko sem jaz bil predsednik stranke in smo imeli vlado Alenke Bratušek, torej smo z konstruktivno nezaupnico zamenjali Janeza Janšo. Takrat je bilo na izbiro, mi smo imeli takrat glede na moč 3 ministre pa predsednika državnega zbora. To so bili narejeni ljudje. Ne? Židan je že prej bil minister, Anja je bila že prej državna sekretarka, edino Jernej ni bil prej minister, ampak je spremljal, ker je dosti z mano sodeloval in je spremljal to področje in je lahko šolstvo in visoko šolstvo. Pravi, situacija je bila pred 15 leti bistveno drugačna. Kar zadeva kot zdaj, našo stranko Ja. takrat. Ne? Torej, pod vprašanje zate, ali bo težava najti novega obrambnega ministra? Zdaj je izgubil zaradi evropskih volitev še obrambnega ministra, državni sekretar, za katerega se je nekoliko špekuliral, da bo Je šel v morda penzijo, ne? prevzel, je šel v penzijo z 14.7. Ja. Ali bo torej težko dobiti zdaj novega, še enega novega ministra? Morda bo Robert Golob potegnil potezo in imenoval človeka, za katerega itak se govori, da vodi ministrstvo iz ozadja in bo njega. In pol vlade. A mislite, da si upa to? Kolega, a Jaz mislite, Jaz da sem si se upa? pogovarjala danes o Govorimo o tem. Damirju Črnču. Se Ne, vemo, zagotovo. o kom govoriš. Mislim, meni je šokantno še enkrat, kako se koalicijske stranke podrejajo predsedniku vlade. Ker recimo iz
SD-ja, ne, ko je Marjan Šarec imenoval Damirja Črnčeca za državnega sekretarja v njegovem kabinetu, je recimo Levica javno rekla, da je to nesprejemljivo. In tudi koalicijski partnerji so govorili, da je to grozno in tako naprej. Nihče od ministrov SD-ja pač ni na uni seji glasoval proti. In zdaj v SD-ju govorijo, ja, pa sej Damir Črnčec je pa ni tako slab. Ne, je zelo operativen, ful dober kader in ne vem kaj. Tako da so začeli že to opravičevati. Ne. Se pravi, Levica, da mislim, ni tako tudi, slab, si, ne? Ja, pravijo, da je dober kader. Ne. Jaz ne vem, jaz na ministrstvu nisem, ampak začeli so opravičevati. Operativen celo verjamem, da mogoče je, a ne? To mogoče, da mu celo ni za očitati. Glede na to vse, kaj se mu je pripisovalo, ne, tako v tej vladi, kot v vladi predvsem Šarčevi, ne, tam je enako veljalo, da velik del pelje on, pa še v eni vladi prej, tako da očitno človek je operativen, tega mu zagotovo ne bomo. Če še mogoče za trenutek, če probam odgovoriti na vprašanje, mogoče bo problem poiskati obrambnega ministra za odtenek manjši od tega, ko iskal za javno upravo ali pa za kmetijstvo in tako naprej, ker to je ta tako imenovani, še zmeraj se ga drži izraz državotvorni resor, ne, ki pride skupaj z varnostnikom, šoferjem in tako naprej in to se da marsikomu imponira, ne, in se mu fino zdi. In v tem trenutku morda izpostavljen. Mi smo imeli serijskega ministra, to je bil Karl Erjavec, ki mu je bil eden od pogojev to, da vzame ministrstvo, ki ima avto pa varnostnika. Ampak je pa bil za okolje in so ga je tam je začel kariero. Minister Črnčec je gotovo eden najbolj kvalificiranih ljudi za to področje. Njegov problem je ideološki rep, ne? Ideološki rep in to je bil tudi problem takrat, ko je Šarec imenoval. Se pravi, on je neke izjave in neke aktivnosti naredil v preteklosti, ko je bil en zvesti član stranke SDS, ki so obremenjujoči na nek način za to vlado in za njegovo nadaljne delovanje. Zdaj, koliko se to lahko, že s tem, ko so dovolili, da je državni sekretar, so mu na nek način odprli vrata in zdaj naslednja poteza. Ga malo oprali, ne? Ja, mislim, njegov problem je tudi zakulisno delovanje, ne? Zakulisno delovanje, ki mu ga zamirijo, ne? Ampak se vsi pač bojijo javno o tem govoriti. Za konec vprašanje še za vse tri, vaša ocena, kakšno poletje nas čaka, bo to zelo vroče poletje, tudi v političnem smislu, bo to poletje kislih kumaric in se nič zares ne bo dogajalo. Lani je bilo poleti morda tudi zaradi poplav, ker so se tudi politiki nekako sredotočili na to, ne? Precej mirno, celo nekaj povezovanja, celo nekaj solidarnosti in strinjanja. Takoj, ko je bilo konec poletja, takoj, ko smo za trenutek pozabili na poplave, so se začele vrstiti afere, ne? Najprej Ajanović Hovnik in njena pot v New York, potem njen razpis za nevladne organizacije, potem so prišli že računalniki, potem je prišel že star solar in podobno, potem se je kar ta kepa začela valiti do seveda eskalacije in sodne stavbe. Ampak kaj torej letošnje poletje? Bo mirno, ne bo, bomo igrali košarko, morda tudi zato, ker bodo politiki pa na fuzbalu, pa na olimpijskih igrah, ne pozabimo. Pa imamo vmes še ture in podobno. Kar neke stvari, ki bi bilo fajn videti, nekaj sanjamo o tem že celo življenje. Dve pomembni stvari sta, ki bi jih mogla politika spraviti čez. Eno je pač glede zdravstva, ne, ta zakon oziroma predlog zakona o razmejitvi zasebnega in javnega, to bo treba nekaj narediti, ne vem, kaj bo naredili, kako se bo kresala mnenje. Drugo pa je, da se začenjajo pogajanja o pokojninski reformi. Ki bi jo morali do konca leta bolj ali manj. Ja, zaradi evropskih sredstev, ja. Če želimo denar, bi to moralo biti. In tukaj, kot jaz vidim, niso v vladi in v koaliciji zadeve usklajene, vsaj tako, kot sem uspela preverjati. Na eni strani so različna mnenja glede odmere dohodnine, pa usklajevanje z inflacijo. V glavnem, v koaliciji še ni dogovora o tem, ne. In tudi v koaliciji pravijo, da jih je strah, kaj se bo zgodilo na področju zdravstva, ker sem jih spraševala, kako ocenjujejo pač ta predlog, kaj lahko prinese, ker prej so tudi člani Gibanja Svoboda govorili o tem, da ni nujno, da bo ta stroga ločitev javno-zasebno res izboljšala stvari in da ne bo povzročila večjega kaosa. Tako da
Te dve stvari se meni zdita pomembni. Torej, a bi lahko dopusti. Ampak a bi slučajno lahko upali, da bodo ministrstva čez poletje delala in se na ta način izogibala aferam in dejansko do jeseni nekaj naredila, tako na področju zdravstva, tako na področju pogajanj z javnim sektorjem. Minister za finance je rekel, da zdaj bodo z Julijem pogledali, kakšne pripombe so prišli in da še dodajajo in da jeseni pride prava davčna reforma. Torej, dela je več kot preveč, a ne? Lahko upamo na mir, zato ker bodo delali. Moram reči, da kot državljan si želim, da bi se čez poletje ukvarjali s tem. Hkrati pa moram reči, da glede na videno, doživeto doslej, se bojim, da bomo mi september, oktober dočakali na tej točki, kjer smo zdaj. Mogoče bo kdo kakšno tekmo v živo več odgledal, pa da to vse. Jaz mislim, da Levica je ranjena stranka z vsemi temi rezultati, tudi znotraj njih vre, in se mi zdi, da se bojo radikalizirali v jeseni, da bojo prišli s kakšnimi projekti, recimo pri davčni reformi za obdavčitev premoženja in tako naprej. Pri tem premoženju smo se zmeraj zobe polomili, ker so pričakovanja prevelika. Mi operativno kot država nismo sposobni davko odmeriti tako, da bi bilo dobro za državo, se pravi, da bi tisti, ki so odvisni od več premičnin, da jim teče dejavnost čisto gospodarska, in tisti, ki tega ne rabijo, recimo računalničarji, da bi to na pravičen način obdavčali. To je samo en mečken primer. Skratka, vse vlade so si to polomile zobe, Levica pa iz ideoloških razlogov to temo rini naprej kot eno glavnih. In stanovanja. In to stanovanje in tako naprej. Ker gospodarstvo nekaj plačati oziroma kakor. Ja, to je, problem je, da tle ni v vladi, ker predsednik vlade niso stvari jasne, da bi lahko sploh balansiral, pa tudi ekipe nima, v stranki, da bi lahko se pogovarjala z Levico in jih malo z vodo polivala, da te ideje niso realizabilne v tem mandatu, da je sicer ideja dobra, ampak to je treba nekaj časa delati. Potem imamo pritisk na obrambni proračun, to bo gotovo tudi 1,27%, Ja, ampak to je problem, kjer bo NATO bo pritiskal, Levica bo proti. Potem bomo videli, kaj bo zdaj s to vojno v Ukrajini, se pravi, ko bomo tam še dodatnega denarja dajali. Tako da je vrsto tem, kjer bo prišlo do radikalizacije znotraj vlade, če bo Levica hotela preživeti. In ne gre pozabiti na to, da je tokratno poletje zadnje poletje, ki bo še relativno normalno. Ja. Naslednje leto je poletje, ki je 25, volitve pa bodo verjetno pozno spomladi 26. Se pravi, letošnje poletje pravzaprav zadnje, ki je lahko operativno, ker prihodnje bo že predvolivno. Pa širima se. Hvala lepa za vaš čas, za vaša mnenja. Upamo, da bo ta del obveljal, da bodo čez poletje sedeli v klimatiziranih prostorih, delali, pripravljali, da bomo prišli. Čeprav Tina Gaber je objavila, da premier še ni izkoristil niti dneva letošnjega dopusta. Ja, Pop TV je šel preveriti in mu je lani je porabil, če se ne motim, 24 dni od 40, kar se mi zelo veliko, da jih ima, ker to je tam že. Ma čez 50 let. Yes. Jaz imam tudi, pa imam manj dopusta. Točno to. Ja, priješ na 30. Letos pa še niti enega, tako da je rekla, da dela cele dneve in noči. Tako da dajmo v tem duhu delovnem končati. Še enkrat hvala lepa. Torej, kot rečeno, ponovno po volitvah podcast SBC Aktualno o trenutnem dogajanju na slovenskem političnem parketu, ki ga je zaznamovalo seveda tudi volilna Evropska nedelja. Vabljeni k ogledu, poslušanju ter seveda srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.